v prvi vrsti pomeni prikaz enega poizkusa ali pa ene dejavnosti podjetja, kako ohranjati svoj tržni delež, in se mi zdi, da je za Slovenijo zelo pomembno, da bi poskušali več takih stvari napraviti, saj Slovenija kot majhna dežela brez tujih vlaganj, sodelovanja tujih kooperantov ne bo mogla živeti vnaprej. Mi se povezujemo v tem smislu, da ohranjamo svetovni trg. We are more than happy that we are working together with one of the technology leader in the area of surge protection, and this was one of our main driver developing in the future together with Iskra Sashite innovative products and for our customers all over the world, and it's really driven by technology, but at the end of the day also driven by the trust we built up over the project, and for that reason we are looking very successful with a successful view into the future. Pri partnerstvu z podjetjem Weidmiller gre za tehnološko partnerstvo med slovenskim podjetjem, ki ima, to pomeni nami, ki ima znanje na področju prenapetostnih zaščit, in podjetjem Weidmiller, ki je multinacionalka in v to partnerstvo vnaša trg. Gre za povsem enakovredno partnerstvo med nemškim in slovenskim podjetjem, ki smo ga začeli decembra leta 2011. In zdaj po enem letu to partnerstvo nadgrajujemo tudi z joint venture podjetjem. To joint venture podjetje je ustanovljeno z namenom proizvodnje izdelkov, ki so jih razvile Iskra Zaščite. Naj poudarim, da so te izdelke razviti na osnovi samo in izključno slovenskega znanja in da je tudi v teh izdelkih praktično skoraj 100% slovenskih podsestavov, slovenskih dobaviteljev. To pomeni, da v bistvu tle podpiramo na nek način tudi slovensko gospodarstvo in slovenske majhne obrtnike, s katerimi sodelujemo. Nemško podjetje pa ima dostop do trgov, do industrijskih trgov, kamor mi sami sicer ne bi mogli prodreti, in na ta način gre dejansko za nekšno tako imenovano win-win situacijo med podjetjema. Joint venture podjetje bo nekje v prvih letih poslovalo za okoli 5 do 6 milijonov evrov prihodkov. Imelo bo v začetni fazi 30 zaposlenih. Skozi tako imenovano feasibility studio smo ugotovili, da je najboljša lokacija za to podjetje v Posavju, oziroma kasneje smo se odločili konkretno za Brežice. Zato, ker je tudi ta regija energetska, naš partner je izredno usmerjen v energetiko in tudi neka ideja, da bi dol s partnerjem naredili en tak kompetenčni center za naše področje prenapetostnih zaščit, kar bi dejansko pomenilo še neko dodatno nadgradnjo sodelovanja med podjetjema. Mogoče bi poudaril še to, da dejansko je to sodelovanje med podjetjema kaže tudi na nek način en odraz oziroma eno možnost za vsa slovenska podjetja in da je slovenska industrija na neki taki ravni, da lahko ponudi svetu svoje znanje in vstopa v neka partnerstva z velikimi multinacionalkami na posebej enakovreden način. To pomeni, da nas tujci na tem področju spoštujejo, da vejo, da delamo izdelke z visoko dodano vrednostjo in da so to dodano vrednost tudi pripravljeni plačati. To je izjemno pozitiven dogodek, zato sem tudi tu. Jaz sem vesel, ker sem bil kot minister za gospodarstvo v mandatu 2004-2008 zadolžen za spodbujanje neposrednih tujih investicij. Smo sprejeli novo zakonodajo, nove programe in tudi sedanja vlada je poslala zelo jasna sporočila, da si želi tujih partnerjev, da želi tudi pomagati pri vstopu tujih partnerjev na slovenski prostor. Še posebej je ta investicija zanimiva, ker se združuje ta kapital, trgi in pa slovensko znanje. Investicija bo odprla nova delovna mesta v Sloveniji, pri čemer bo pa trg teh izdelkov evropski in širši. Torej gre za izjemno pomemben projekt, sicer v relativno, kako bi rekel, ozki obliki, vendar zelo pomemben in ključen signal tujim partnerjem, da si Slovenija prizadeva biti odprta ekonomija, da si prizadeva sodelovati z tujimi partnerji in da je prijazna do tujih naložb.
Ja, zelo pomembno je, da imamo poleg zgodb, kjer neprestano kritiziramo, opozarjamo na krizne razmere, da se seveda pojavljajo tudi uspešne zgodbe in te uspešne zgodbe je treba razširiti po vsem občestvu slovenskem. Zakaj? Zato, da bodo ljudje videli, da se da, če se le hoče in da seveda je zelo pomembno znanje. Danes smo slišali sporočila, kot je biti najboljši, biti prvi in to je potem dobra kombinacija. Zdaj, današnji dogodek in podpis tega sporazuma o skupnem vlaganju v novo proizvodno med nemško firmo Weidmüller in pa slovensko Iskra zaščite je predvsem pomembna tudi zaradi sporočila, da gre za slovensko znanje, ki bo vgrajeno v izdelke, ki se bodo prodajali po vsem svetu in da je prispevek nemškega partnerja predvsem v globalnem mrežnem trgu, medtem ko je prispevek slovenskega partnerja njegovo znanje in seveda v nadaljevanju tudi produkcija, torej proizvodna delovna mesta. To pa je nekaj, kar seveda Slovenija potrebuje.